Lep pozdrav vsem skupaj prisotnim. Ja, danes, kot smo slišali, je bil vložen zakon o delavcih v državnih organih. Spremembo zakona želim odpraviti neskladja, ki se pojavljajo pri določanju dodatnih dni dopusta zaposleni, ki imajo otroke v starosti do 15 let. Dejstvo je, da imamo vsi starši na podlagi družinskega zakonika enake obveznosti za skrb otroka, ne glede na to, kje smo zaposleni. V praksi prihaja do nerazumnih situacij, ko imajo zaposleni v javnem sektorju različne pravice iz delovnega razmerja, kljub temu, da se vsi financiramo iz javnih sredstev. In še več, do neenakosti prihaja tudi na enakih oziroma primerljivih delovnih mestih. Pa če vzamemo samo za primer, računovodkinja, čistilka, čistilka, vzdrževalec, svetovalec, poslovni sekretar, ki je zaposlena občina oziroma na ministrstvu, ima manjše pravice kot tisti zaposleni, ki je zaposlen v javnih zavodih oziroma podobnih organizacijah. Trenutna zakonska ureditev različno obravnava uslužbence v javni upravi, ki imajo otroke v starosti do 15 let. Del uslužbencev javnega sektorja se obravnava po kriterijih iz zakona o delavcih v državnih organih. Drugi del javnih uslužbencev pa se obravnava po kriterijih kolektivnih pogodb, pravilnikih in sklepih, ki povzemajo zakon o delovnih razmerjih. Le-ti imajo pravico za vsak dan, ti imajo pravico na enega otroka do 15. leta starosti en dan dopusta. In nekatere panoge imajo še bolj ugodne pogoje. Za zaposlene v državni upravi velja ureditev v 38. členu zakona o delavcih v državnih organih in določa, da ima delavec pravico do povečanja dopusta največ 3 dni, ne glede na število otrok v starosti do 10 let in ne glede na ostale kriterije. To v praksi pomeni, da lahko prihaja do primerov, ko delavec iz tega naslova ne more dobiti nobenega dni dopusta iz naslova otrok v starosti do 10. leta, ker ima že izpolnjene kriterije po 38. členu zakona. Cilj predlagane spremembe je zagotoviti enakost in enakopravnost obravnave vseh javnih uslužbencev, ki imajo pravico do dodatnih dni dopusta z tega področja. V predlogu gre v bistvu za uskladitev, poenotenje besedila 38. člena ZDDO-ja z besedilom ZDR-ja. In sicer se doda besedilo, delavcu se letni dopust poveča za en dan za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti. Prav tako se usklajuje z ZDR-jem besedilo 39. člena ZDDO-ja. S to spremembo se bo jasneje določilo upravičenje za povečanje dodatnih dni dopusta upravičencem, ki bo upravičencem za vse invalide in delavce, ki negujejo in varujejo otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke. Tako se v praksi ne bo več prihajalo do težav pri ugotavljanju pravic iz tega področja. Upravičenci bodo svojo pravico po novem lahko uveljavljali zgolj za odločbo Centra za socialno delo. Pri pripravi te spremembe zakona sem dobila zelo visoko podporo tudi pristojnih sindikatov, predvsem sindikata državnih organov Slovenije, policijskih sindikatov, sindikata Pergam, sindikata carinikov, vojske, pravosodnih policistov in ne nazadnje tudi sindikata Državnega zbora. Zato se ob tej priliki javno zahvaljujem vsem za pomoč in podpori pri pripravi spremembe zakona, saj mi je njihova podpora bila v veliko pomoč pri aktivnostih za vložitev predloga zakona v nadaljnji postopek. Spremembe zakona vlagam tudi s podporo vseh poslancev Stranke modernega centra, kot kolegov poslancev poslanskih skupin LMŠ in SD-ja. Ker gre za primer neenakosti in neenakopravne obravnave, ki ima že zelo dolgo brado in se rešuje že vrsto let, verjamem in upam, da bodo to prepoznali tudi drugi poslanci in predlog spremembe zakona tudi podprli na sejah. Hvala lepa.
Pozdravljeni. V sindikatu državnih organov še kako podpiramo akcijo oziroma vložitev spremembe zakona, ki ga je pač vložila gospa poslanka Mateja Udovč. To je praktično neka logična posledica oziroma ugotovili smo, da se najdejo tudi poslanci, ki preberejo nekaj v veljavnih zakonih, kar je narobe. In to je dejansko bilo narobe, ker ne pritičejo pravice niti vsem uslužbencem v javnem sektorju. Vsi tisti, ki so vezani direktno na državni proračun, tako zvani neposredni proračunski uporabniki, so ostajali brez tega enega dne, ostalih 140 javnih uslužbencev je pa ta dodatni dan dopusta dobilo. To pomeni, da je nek premik, ki je še kako potreben za uslužbence represivnega dela državnega aparata, ker vsak ali policist, ali pravosodni policist, ali carinik, ali vojak je zelo vesel, da lahko tisti en dan več preživi s svojo družino. Tako da še enkrat najlepša hvala poslanki Udovčevi in upam, da bo temu pritegnili tudi drugi njeni kolegi od 90-ih v Državnem zboru Republike Slovenije in to spremembo potrdili in sprejeli. Hvala lepa. Torej tudi po Policijskem sindikatu Slovenije pobudo gospe poslanke seveda z veseljem in odločno podpiramo. Gre namreč za področje, ki je neenakopravno urejeno in na katerega smo v samem Policijskem sindikatu Slovenije opozarjali že vrsto let in jo poskušali urejati tudi drugače. Tukaj bi morda opozoril še na eno zelo čudno situacijo. Gospa poslanka je že sama zelo lepo omenila, da imajo ostali uslužbenci javnega sektorja, ki niso vezani neposredno po državno upravo, pravice povzete neposredno iz zakona o delovnih razmerjih in na to dodatno urejene tudi v kolektivnih pogodbah dejavnosti. Tukaj bi posebej rad izpostavil, da tudi zaposleni v državni upravi imamo kolektivno pogodbo za državno upravo, ki pa ta trenutek vsebuje zgolj tarifni del, pri čemer o normativni ureditvi, s katero bi lahko ta področja urejali tudi v socialnem dialogu in širše, kot jih sicer v minimalnih standardih opredeljuje zakon, do tega premika zaenkrat še ni prišlo, kljub obljubam vseh preteklih vlad. Tako da na tem mestu še enkrat vsa zahvala gospej poslanki, da se saj to področje zdaj zakonsko ustrezno uredi in pa pobuda nenazadnje vladi in vsem pristojnim za to, da se končno pristopi tudi k odprtju in pa pogajanjem o sklenitvi normativnega dela kolektivne pogodbe za državno upravo. Hvala lepa.